tako rekoč največji slovenski praznik gostimo dve izjemni, izvrstni ustvarjalki. To sta tu najprej poleg mene Jelka Reichman, ilustratorka, ki že pol stoletja razveseljuje staro in mlado v Sloveniji. Še več. Dober dan, še več. In Anjo Štefan, za katero internet je danes treba vprašati za vse, brez njega pravzaprav ne moramo več, ki je profesionalna slovenska pripovedovalka, piše nekje. A sem se zmotil? Ne, v redu je. V redu. Vidite, internet vse ve, dajmo zaploskati še njej. Današnji pogovor bo malo bolj preširne narave, ker smo, kot sem rekel, na največjem slovenskem prazniku, to je kulturni praznik, in to je tudi pravzaprav največji praznik v Kranju. Toliko ljudi se ne zbere na noben dan v Kranju, še manj, da bi toliko ljudi nekako demonstriralo, slavilo kulturo. Tako da tista Prešernova glosa, ki jo imamo tu zunaj na pročelju knjižnice, drži takrat med letom, pa ko občina sprejema proračune, in to sicer pa 8. februarja zagotovo ne drži. Torej, jaz bom gosti vprašal par stvari, morda bomo izvedli nekaj drobcev iz njunega dela, iz njunega ustvarjanja, česar morda še ne vemo. Gospod Jelko bom vprašal, kaj je o matematiki in telovadbi. Ja, nobeno nisem marala. Ja. In gospod Anjo pa tudi predvsem o sodelovanju. Ta pogovor je posvečen tudi razstavi, ki jo imamo že 2 meseca tu zunaj na otroškem oddelku, in knjigama, iz katerih so ilustracije Jelke Reichman, ki jih predstavljamo tudi tu spredaj. Naj povem za začetek morda nekaj številk. Jelka Reichman je ilustrirala več kot 160 knjig. In to, če si predstavljate, kakšna količina je, niti približno to ne predstavlja te količine knjig, zato ker smo ugotovili, da so večinoma vse sposojene. No, lepo. Ja. Torej, se tudi uničujejo. Ja, tudi uničujejo se sproti, Ja, uničujejo, prav, vi jih pa prav. sproti potem, ne vi, ampak založba jih mora pač sproti potem obnavljati. Ampak, da se vrnem jaz nazaj, diplomirali ste na Likovni akademiji 63. Ja. leta. Zdaj pa eno nagradno vprašanje za vas. To je zdaj Za tisto mene? za matematično vprašanje. Koliko je bila stara gospa Anja Štefan takrat, ko ste vi diplomirali? Ko sem diplomirala, Lahko približno poveste. To mislim, je zdaj da še- to je matematika, ki je vaša... Ja, ampak je še ni bilo skoraj. No, matematično let, se da to po povedati. 10 let. To bi bilo treba vprašati 30 moje starše, če so si bili takrat že všeč sploh. točno 30 let je mlajša od No, jaz sem mene. izračunal. No, Izračunal sem, da je bila, ko ste diplomirali, stara -6 let. no, sem rekla, da še ni bilo. Ja. No, 30 let je mlajša in še nekaj, kako. Ona je rojena aprila v ovnu, to je prvi znak ognjeni in najmočnejši, zato je taka neobčutljiva. Jaz sem pa potem kasneje, pa konec avgusta, to je pa drugi ognjeni znak, je pa lev. To je pa In kadar se združita lev pa oven, se ni nekaj milosti. se pozna. Ja. Se Ja. pozna. Ja, vajno sodelovanje je, vsaj, če pogledamo knjige in vse, zelo plodno. Tudi vašo tole knjigo, kažem, Čudežni vrt, začenja tako rekoč pesem Anje Štefan, ki govori o iskanju zlatega jabolka. In jaz zdaj prosim, gospod Anjo, da nam to, najprej sem jo prosil, da nam to prebere. Pa je seveda rekla, kot pripovedovalka, da zna to na pamet. Ja, to je ena izmed pesmic iz najine knjige Lonček na pike in gre tako. No, mogoče še to povem, da v to knjigo
Medve z Jelko, mislim, da obe delava tako, da si želiva, da bi to, kar delava, da bi doseglo otroke, ampak ne samo otrok. In zato v svoje delo namikava vse mogoče, kar je nama v življenju dragoceno. Je tako, Jelka? To je kar podzavestno se mi zdi, da pride ven. Ker nama pa ni tisto slepih, da se spet ukvarja. Ne drži, a ne, da ne. No, zdaj pa povem to pesmico. Je dolga, dolga prašna pot. Le zvezde jo poznajo. Le one me povarjajo, ko sedem za ograjo. A vem, da hodim kot je prav in da bo kmalu bolje. Morda že jutri, ko prispem na tisto širno polje. Tam čeveljčke umazane mi rosa bo umila in srajčico raztrgano bo ptičica zašila. In dobra stara jablana mi jabolko bo dala, prelepo zlato jabolko, kako sem ga iskala. Hvala. Jaz bom nadaljeval s koncem te pesmi in bom obe vprašal, ste vidve našli svojo zlato jabolko? Jaz sem ga. Jaz tudi. In to v večjih oblikah sem ga našla. Našla sem ga poklicno, našla sem ga tudi v družini, možu, ki je tamle, ki moram priznati, da je zelo krasen, trpin. Potrpežljiv? Ja, potrpežljiv, zelo. Res imam 3 vnuke, ki so že, ena je že upisala kiparstvo, 2 sta pa na gimnaziji, tako da ni potem čudno, da je več kot 50 let, kar rišem, ne. No, je pa vaša hči tudi Kranjčanka? Moja hči je pa napol Kranjčanka, ki je pa v Kranjskem gledališču stalno, mislim, zaposlena. Tako da mi se zelo s kulturo ukvarjamo in zato pravim, da tudi srebrnina rosa trave je nekaj. Včasih je več, ko so tisti milijoni, pa banke, pa vas hudiramo. Vse je glavno, da živiš, vse je dost. Zakaj pa moraš imeti že jahto, pa otok, pa za teleh neki 70-80 let življenja? Se ne rabiš. Rabiš srečo, pa zdravje. A ne, Anja? Pa ljubezen z tega. Pa da vaše zlato jabolko? Jaz sem res vedno znova tako prav hvaležna življenju, no? Da se mi je tako obrnilo, da lahko delam tisto, kar res rada delam. In da v svojem delu lahko združujem različna početja, ki so mi fajn. To ne pomeni, da mi je čisto zmeri vse enostavno, ne? Ampak gotovo so vsakem, tudi v takem delu, ki si ga sam oblikuješ, iskanja in tako valovi. Ampak da se ti zgodi, da imaš delo, ki te tako prav hrani in ki ti hkrati omogoča, ki ti hkrati daje občutek, da plavaš skozi eno veliko svobodo, kakorkoli že, meni se zdi, da je to velika sreča. In hkrati sem res vesela, no, da imam tudi v redu gnezdo, da imam doma lepo gnezdo. No, spodbudne besede, ne, zdaj v teh časih, ko se pogovarjamo samo o proračunih, pa zmanjševanih proračunov, pa podobne stvari, ne, je nekako to se sliši zelo nekako drugače, osvežilno, spodbujajoče, navdušujoče in prav je, da morda večkrat slišimo take stvari. Si ne vem, če se to izključuje. Mislim, pač retorika se zelo izključuje, ne? Mi govorimo o drugih besedah, kot so tiste besede, ki jih slišimo pri poročilih. Jaz bi bila včasih zelo vesela, oziroma zmeraj bi bila zelo vesela, če bi bile tiste besede izrečene z mislijo, z željo, da bi jih mi razumeli, ker so nalašč zavozlane brez potrebe, ne? Ampak drugače pa mislim, da bi bilo narobe misliti, da medve, recimo
s tem, kar govoriva, da nekako živiva odlepljeno od tega življenja. Jaz mislim, da obe živiva zelo trdno na tleh. Pa tudi s preizkušnjami, Ja. kot vsak človek, ne. Ni vsak dan nedelja, pa ni zmeri tako, kot misliš, da je, jaz tudi tako, oprosti, no, da sem padla v tvoj, ampak, joj, gospa Rajhmanova, koliko ste vi srečni, ko znate tako poricati. To je en del, jaz se kar smehljam, pa pravim, da je res, se je, dejansko je, ampak lahko mož je priča, kako imam tudi težke minute, ko ne vem, ko ne znam. Jaz nikoli nisem imela občutka, da jaz kaj znam risati. Res ne. A ste vi imeli tak občutek? Pred vsakim novim izzivom imam, ko bi rekla, da je izid pred mano. Poseben, če je to projekt, če je tam ena ilustracija za Cicibana, to še gre, ampak če je pa knjižni projekt, pa se tako počutim, da nikoli ne bi še kaj ničesar naredila. Vedno je na novo in so težave, ker tudi, če se meni zdi, da sem prišla v razvoju nekam naprej, je potem ta zavezanost še večja, da ne obstaneš, da ne padeš dol, da nisi slabši, kar se lahko tudi zgodi od dela do dela. Tako kot vsak dan ni, en dan se ti posreče, kar lepo ga speleš, drug dan so razne težave in tako je to čisto enak. Mi ljudje smo v čisto principu zelo podobni. Ni nič tisti, ta je pa to, ta je pa ima nekje, kako je srečna. Kaj mi vemo? Kako se sekira, k se 1 kilo zredila. A ne? Ja. Oprosti, ker sem ti skočila. No, če povemo zdaj malo o tem delu, ki ga dela Jelka že več kot 50 let. Ja, več. Me popravlja. Ilustratorstvo je garaško delo. Ne gre samo za to, da pač neko svojo inspiracijo ali karkoli pač prilijete na papir. Gre po eni strani tudi za to, da ujamete duha, smisel tiste zgodbe, ki jo ilustrirate. Štimungo pravite vi. Ja. Potem je pa zatem prav tisto pa res garaško delo, da to štimungo nekako tudi izvedeš na papir. Ja. In to so ure in ure in ure. Če bi ocenili toliko, nismo mogli prešteti vseh knjig, ampak vsaka knjiga ima seveda zelo veliko ilustracij, koliko je teh ilustracij, ki ste jih naredili in koliko, če bi rekli v času, zdaj to je spet matematika, ki ste jo Ne, saj geometrija mi je šla. Geometrija mi je šla. Zato, ampak samo zato, ker sem vedela, kaj iščem. Ali je bila globina vodnaka, ali je bila višina stavbe, jaz sem vedela, kaj iščem. Pri algebri pa nisem vedela, meni se je zdel z kvadrat polovic na minus 11 čista neumnost. In zato mi ni šlo. Ja. Se pravi, vas je geometrija nekako usmerila v te. Zdaj sem malo heca. Ja, geometrija ima že tisto, da si nekaj predstavljaš, da vidiš. Jaz v algebri pa prav številih ne vidim ničesar, meni dolg čas in to priznam. Ampak ko mislim pa geometrijsko, da telo vidiš, telo, volumen, je pa drugače, je pa predstava. No, tako. Enkrat ste omenili, da pa najbolj niste marali, zdaj, če se malo hecamo s to matematiko, niste marali pa celo vadbe, a ne? Ja, to pa, v bistvu sem bila precej štorasta vedno, ampak to zato, ker jaz sem se bala in se še danes bojim. Športov se bojim, vse sem smučala, vse sem prišla dol in vse, ampak najbolj sem bila vesela, ker se jim rečil, da smo nehali. Ja. Smučala sem pa za družine, za otrok. Mami, dej, no pejď že dol. Vsi so bili že dol, pa mi mahali, jaz pa nisem vedela, kdaj hujš. Ali takrat, ker na vlečencu čakam, pa me zjebe, pa mi drsi, ali polka me mož gor porine na sidro, pa nisem rekla, sam na to stran me, dej tukaj laže stopam. Pol je pa šla pa največ groza, kako dol pride. No, in to je pa užitek, ja pa če ni. Zame ni bil. Ko končate?
Ja, pa smo šli v kakšno trgovino, po hrano je bilo najboljše. No, tako. Koliko časa sodelujete že? Ja, mi dve sva se To pa hitro. jaz vem, ja. No, ti veš. Jaz sem začela pisati tam na začetku 90-ih let in to zelo pač, nič nisem kaj dosti vedela, da bo iz tega ratalo kakšno pisanje. V resnici sem začela za Hec pisati take kratke slikopisne zgodbice za Ciciban. In ne vem, kako so tiste zgodbice prišle kar k tebi, Jelka. In jaz se še zelo, zelo spomnim, kako sem takrat, tako vsakič, ko sem napisala zgodbico, ne vem, če se ti tega spomniš, ampak sem napisala zraven še eno tako pisemce: Spoštovana gospa Reichmanova, prosim, če na grmičku narišete tudi liste, ker se to godi spomladi. Ja, to je pa. Je bila kar zahtevna. Zahtevna. Da zdaj, ko pogledam nazaj, se mi zdi včasih prav smešno, kako sem se jaz en mlad štrukelj tako upala, Pamet solit. ne pamet solit, ampak tako se mi je zdelo, da ji bom pomagala, ne? Ker da ji bo treba manj misliti, ali ne vem, kaj sem. Seveda, ona je vedela, kje je moja šipka točka. No, ampak to smo potem delali kar 3 leta. Je šel čez Griček Gozdiček in potem Ja, se je šlo še Lešniki. knjige, ja. Ja, potem sva začeli pa pesmice skupaj delati in potem uganke. No, zdaj Tako bom, da zdaj sva že več kot 20 let zdaj skupaj. bom pa jaz njej včasih povedala, tak, jaz jo nisem poznala osebno, ko sem jo zagledala, Jezus, kako je to srčkana punca. Ampak prej, ko jo nisem poznala, res moram reči, da sem ljubiteljca poezije, ne samo otroške, vse. In sem upravičena, da sem na Prešernov dan tukaj. Upravičena. Absolutno. Zato, ker imam sem sodelovala kot ilustratorka s pisatelji in pesniki in sem enkrat zinila enemu pisatelju, vsej ni važno kdo, da jaz imam veliko raj poezijo. Jožaš, kako je bil hud. Jaz sem rekla, ne morem pomagati, tukaj je tako hitro, zgoščeno, vse ne dobiš, da ne bereš to cele strani, kako je sonce zahajalo, mislim. Ja. No, ampak res poezija. In ko sem jaz tole, njene prve pesmi, ki mi je urednica dala ilustrirati, jaz sem rekla, pa ta punca je pa res nadarjena. A je res, da sem te takoj pohvalila pol, ker sva se. A res je rekla, a misliš? Jaz sem rekla, ne mislim, vem, da si. Ja pa ne vem, kdo pa zase ve? Vse zase najmanj veš, ne veš niti, da si butast, niti, da ni simpatičen, niti ne veš, ali si nadarjena, nisi sebe najtežje oceniš. Zdaj ste omenili pesmi in pisatelje oziroma pesnike. Vaše sodelovanje je bilo zelo plodno tudi z lani preminulim Kajetanom Kovičem. Tudi. Povejte nam, kako sta sodelovala. Ali je bilo to zahtevno, a se je pesnik vtikal? Ne. Maček Muri, legendarni Maček Muri, ki ga imajo mnoge generacije zapisane v spominu za vekomaj, je delo Jelke Reichmann. Mislim, da ga imamo tu spredaj tudi. Ne? Ta je pa ikona. Je pa napisal Kajetan Kovič. Kako je prišlo do tega? Pravzaprav je prišlo tako čist slučajno. Jaz sem brala že prej kot punca njegove pesmi, še tiste prve, ne, in so mi bile zelo všeč. Koliko sem Minatija poznala, Menarta ne toliko, ker je bil bolj baladni, mi ni bil toliko blizu, ampak Minati mi je ugajal, potem pa tudi Kovič. Na kar mi je urednik takratne revije Kurirček enkrat rekel, Jelka, bi ti v nadaljevanjih delala Kovičevo zgodbico o Pikiju Jakobu. Piki je bil prej kot Muri. In jaz sem rekel, ja bi, ne, in to je bilo še v črtni izvedbi, ker Kurirček ni bil barvna revija. No in potem sem bila enkrat pri tem pisati pač uredniku
In je imel telefon, zvoni in on govori in pravi, no, lej se, jaz imam pa Koviča na telefonu, daj ti z njim govor, on se tudi strinja, da ti to delaš. No in takrat sem ga jaz, ga nisem poznala osebno, ne, sem ga vprašala, kakšen je ta medvedek, ne, da bom jaz vedela in je povedal, da je tak ploščat, da ima veliko glavo, pa ušesa, pa da je tako kot neka blazinca, da ga je prinesel sinu nekje iz Češke, ne vem točno. No in potem se je to začelo. Pa sva se spoznala, pa sva bila pa oba ljubitelja mačk, samo mačke. On ima eno mačko, mi imamo zmeraj cel kup mačk, zdaj imam 2. No, in potem je dala besedo, da je napisal tega mačka Murija. In sem ga jaz dobila v delo in nihče, ne on, ne jaz nisva niti približno vedela, da bo to tak bum. Slučajno. Ste se kaj pogovarjala, a je to prava podoba Murija, kot si jo je zamislil, ali ne? A Ne. se je on v to kaj utikal? Ne samo on, ampak pravzaprav noben pisatelj ali pa pesnik, s katerim sem sodelovala, kakšen je imel kakšne želje ali pa je imel namig, če sem vprašala, ampak moram pa reči, da sem nikoli ni nihče vtikal. Da bi rekel, viš kaj, pa takole naredi, pa tole ni dobro. Ne. Poseben pa tisti ne, ki so že umrli. Kot Kosovel, pa recimo Prešeren, ti so pa bili vedno A ste z zadovoljni. njimi raje delali? Ne, tu nič ni od tega odvisen. Jaz rada delam za njo, Anja je res moj hercpinkaček, no. Ja. Rada delam tiste stvari, ki so mi všeč, ki mi je tisto, tudi če sem že stara, ampak vseeno imam še tisto iskro, ki me tako navduši. Za mačka Murija je bil kakšen vaš črn maček? Ne, mačka se je on zmislil, da je Muri pa črn. Mi imamo zdaj črno mačko, slučajno, ampak nikoli nisem zbirala mačk potem, da bi rekla, tiste pa ne bi vzela, ki je lisast, tega pa ja. Mačke sem v glavnem pobirala, brezdomne mačke. In vedno so se pri meni potem dobro počutili, odnosno pri nas, ne, sej. Imate pa eno pripombo glede na razmerje med Muco Maco in mačkom Murijem, potem v nadaljevanju. Ne? Nadaljevanje vi niste ilustrirali. Nadaljevanje sem pa odklonila iz pravzaprav 2 bistvenih razlogov. Midva so bila še vedno vse, nič se nisva za to skregala, tudi on ni nič zameril. Ampak, glejte, nov urednik Mladinske književnosti mi je dal delo, njegovo zbrano delo, pesmi Zlata ladja. In jaz sem imela to rok in sem to delala. In potem so prišli s tem, da bi delala še, kako je že tisto? Mačje mesto, ne? Jaz sem tam od Mačje mesto že imela doma nekaj, mogoče 2 leti ta tekst, ampak mene ni tako prijel kot Maček Muri, ne morem pomagati, ampak bi ga vsem delala, če ne bi delala te knjige. In tako sočasno 2 projektov, pa da se za oba mudi, pa ne morem. To je bilo, ta vzroka sta bila in potem sem se oprla in rekla ne. In čist na dnu duše, pa jaz to čutim, to ne znam povedati, da to ne bo tako udarilo to nadaljevanje, kot sploh nisem preveč zagovornik nadaljevanja. In tudi ni. Tudi ni, ne. Ja. Pa se je ta moja kolegica, mlada Maša, zelo potrudila, ker so jo potem zbrali, da ona je morala se držati likov, ki sem si jih jaz mislila, in to tudi za mladega ustvarjalca ni prijetno. In ona se je zelo dobro približala, jaz sem ji čestitala, ni ona kriva, ampak dejansko nadaljevanje je nadaljevanje. Imeli pa ste enkrat eno pripombo glede razmerja med Murijem in Maco. Ja, to je bilo pa tudi, to imam pa zato zdaj mene pa Bog kaznuje, če sem žleht. Takrat sem imela pripombo, da bi jaz to nadaljevanje raje delala, če bi se Maca pa Muri nekako poročila, pa imela otroke, pa tako naprej. Ampak, ja, da bi bila to eno nadaljevanje, ampak tisto mesto, pa Luna Park, pa to pa ni moj svet. No in zdaj pa to plačujem kruto, ker delam pa Dojenčkov album, ne, pravega dojenčka, to sem že naredila,
ampak ta dojenček bo pa zdaj otrok od teh dveh, od mačka pa od mace. Ja. In tukaj Čakajte malo. Ja. Kako? Mucke. Album bo čisto, da lahko mamice kupijo, meni so tako obrazložili, jaz sem se uprla, pa kaj pa, saj imajo dojenček. Ne, so rekli mi uredništvo, da če ima mamica 2 otroka, pa ima en, kjer zapisuje vse, kdaj se je rodil, koliko je tehto, kaj so, to vse, ne, da potem ima ta album, potem bi pa rada drugačnega, bojo pa tega kupili, ker Mucek nastopa, ampak drugače bo pa vse isto. Slikco daš od svojega otroka in tako. No in ta Mucek, ta mlad, je bilo potem rečen, urednik prav, Pavle, ki pa ni slikar, ki je slikar, ampak zato sem mu povedal, je rekel, veš kaj pa, če bi bil ta Mucek siv? Jaz sem rekel, Pavle, sej ti veš, da se pri mačkih ne mešajo barve, tako na paleti, črna pa bela, pa imaš sivo. Pri mačkih je tako, da ne bo sivo, ampak bo črno-bel. In tak bo. Mečkan črno-bel. In to bo zdaj? To bo zdaj, ja. V kratkem. Daj ga delam, ja, daj to rišem. Odlično. Pa je kar zahtevno, veste. Verjamem. Ampak kako je zdaj to? Prav bo sin. Nič ne bo rečen, kaj je, ker mora biti za fantke in punčke in ne bo se ne plav, ne roza nič pojaviti. Nedefiniran, ampak vsekakor njun otrok. Otrok je v njih, ampak mame pa tako aplicirajo na svojega dojenčka in potem upišejo svoje ime, kako bo, a bo Jakec ali bo Metka, mislim, to je potem drugo. Ampak Mucek bo pa spremljal, kot en mladično. Kako bo pa, ne vem, jaz se trudim. Ja, hvala. Nič čudnega, če se vam je Anja Štefan zdela tako nadarjena. Ona je namreč rojena na Mednarodni dan otroške knjige, na rojstni dan Hansa Christiana Andersena. 2 leti pred njenim rojstvom so že ta dan ustoličili kot Mednarodni dan knjige, otroške knjige, tako da ta usoda vam seveda ni mogla uiti. Morali ste slediti tej usodi. To imate nekako že z vseh strani, ne vem, aj UNICEF imel tudi kaj pri tem, nekako določeno. Ja, meni je bilo zmeraj všeč, tudi ko nisem še vedela za ta praznik, mi je bilo všeč, da imam 2. aprila rojstni dan. Mi je bilo všeč. Ampak dobro, ne vem pa, če čisto vsi, ki so na 2. april, pa vseeno ne pišejo za otroke, no. Oni 1. aprila pa? No. Anja Štefan je potem po študiju slovenistike, anglistike, folkloristike postala neformalna doktorica pripovedovalistike. Drži? Ne. Jaz sem res študirala slovenščino in angleščino in potem sem delala magisterij iz folkloristike. To pač pomeni, da sem se ukvarjala z ljudskim pripovedovanjem. Doktorata nisem delala. Saj sem rekel neformalni doktorat iz pripovedovalistike. Drugače ja, je pa moje delo se razteguje v različne vode. Po eni strani pišem, pač tako, kot smo se do zdaj pogovarjali, po drugi strani pa res, pač sem se kar zares in se še zmeraj ukvarjam z ljudskimi pravljicami, s tem, da gre to vse v valovih. So obdobja, ko več pišem, recimo zdaj eno tako obdobje, ko mi je lepo biti med mojimi besedami, ne? In tudi se mi zdi, da mi gre, in mi je taka obdobja potem škoda zapraviti za ukvarjanje z ljudskimi pravljicami, tako da potem jih pustim malo ob strani za nekaj časa. Vem, da je to za nekaj časa. Po drugi strani je pa velika sreča, da takrat, ko recimo, ko pride suša, ne, ko nimam kaj dosti zapovedati, kar se mi zdi, da je zelo normalno, ampak vem, da se je marsikateremu avtorju s tem težko soočiti, ne, da nima kaj povedati in se mi zdi še kar zagatno, če se takrat siliš, da bi vseeno da bi ti knjiga izšla, da ne zdržiš svoje tišine, ne? Ker takrat ponavadi težko nastanejo v redu reči.
No, zame se mi zdi pa taka velika sreča, da imam še celo to svoje drugo polje, da takrat res lahko naredim kaj za ljudsko pravljico, ne? Da po eni strani pač poskrbim, da se objavljajo še neobjavljene slovenske, zdaj ali za otroke, ali da urejam to, kar je Matičetov zbiral pač za strokovne izdaje, ne, za znanstvene izdaje, in da pripovedujem. Ne. To pa ves čas delam, zato ker mi je lepo. Ste tudi zelo odlična pripovedovalka, odlično nastopate, tudi v naši knjižnici ste že nastopali. Ko ste omenili ta navdih, bolj sušna obdobja, mi si težko predstavljamo, da imate kakšna sušna obdobja, se tako rekoč naenkrat napišete 100 ugank. In potem, ko so tako popularne, vam rečejo, dajte napišite še in napišete še 100 ugank. Kako to poteka? Zjutraj se zbudite in imate uganko že v glavi. A gre to tako lahko? To je tako. Mogoče mi je od vsega res najlažje pisati uganke. Zato, ker uganke mi je lažje pisati kot recimo pesmice ali pa kot pravljice. Ker pri pesmici in pravljici je tako, da res moraš zajeti čisto iz nič. Pač, in če ni nič, mislim, če se ti nič ne posveti, nimaš tistega začetnega testa, ki bi ga potem gnetel in da bi iz tega nekaj nastalo. No? Pri ugankah je pa tako, jaz sem začela uganke pisati, ko sem čakala svojo zadnjo hčerkico in takrat sem morala kar nekaj časa biti v miru, ležati. In sem imela takrat že 3 otroke in je bilo to še kar tako, ni bilo tako zelo enostavno, no, mi ležati. Že nisem take sorte človek, da bi bila zelo zlahka pri miru, ampak tudi težko je pač imeti 3 majhne mladičke in vedeti, da si z njimi lahko predvsem tam na tisti veliki postelji, ne. Tako da sem si potem začela zaradi njih izmišljevati uganke, vsak dan nove, ne. Vsak dan nove in potem sem jim zastavljala te uganke in šah smo igrali in človek na jezi se in vse take reči. In sem te uganke pravzaprav iskala tako, da sem gledala okrog, aha, slika. Se pravi, kaj bi se dalo sliki? Tako, kateri so ključi, da pomisliš na sliko? Ali pa vrata, ali pa miza, ali pa ne vem, tla, ali pa hiša, ali pa luč, ali pa... Se pravi, začeli ste z rešitvijo? Zmeri. Zmeri začnem z rešitvijo. Ne s kakšnim verzom, s kakšno rimo? Ne, najprej, kaj hočem. In potem gre to tako, da recimo, ko delam za kakšno žival, recimo, ali pa za kakšen predmet, ki ga manj poznam, grem prav tako lepo preštudirati, koliko mladičev ima lahko lisica, koliko, ja, vse, celega polha, ne, kaj je, česa ne je, ne vem, včasih zato, da pač ne, mislim, najbolj zato, da ne bi delala neumnosti, ne, ker to so pa tudi take zanimive reči, ki ti jih prinese sodelovanje s Cicibanom, ne, tam je vsa leta tudi ena naravoslovna rubrika, ki jo vodi Rudi Odcepek, in on me enkrat poklical in je rekel, tako imam rad vaše pesnice, ampak lepo prosim, je rekel, dajte me zmeri poklicati, ko niste gotovi glede česa pri živalih, ne, tako da njemu je tako težko, če se reče, recimo, potem me vse sorte učil, ne, da ne smeš reči, da kača piči, ampak kača ugrizne, ali pa Bog ne dej reči, da ježek nosi jabolko na igelca. Ja, ker on ne nosi jabolka. Tako da potem sem jaz za vse take reči, kar sem bila negotova glede živali, klicala Rudija Odcepka in sem tudi vedela, da v ugankah pa res ne sme biti napak, ne, da bi bilo noter nekaj, kar v naravi ne drži, da uganka je taka reč, ki je vendar, to je, poskušam narediti, da bi bilo leposlovno besedilo, ampak je hkrati vendar tudi didaktično besedilo in mora biti glede informacij prav. Ne? Ampak to natančnost imate pa tudi vi, ne? Se pravi, če že uganka mora biti natančna, seveda mora biti tudi ilustracija natančna. Pri uganki ni nič, recimo, ni
pisanega pravila, da moraš ti kot ilustrator ravno rešitev narisati. Ampak mislim, da je to le v pomoč otrokom, ker kakšne uganke so sicer zelo enostavne, ampak zlasti v drugem delu, ne, v drugi knjigi, je Anja že kar zelo zahtevne uganke takole spravila. Ne? Ja, njeni otroci so odraščala, ne, pa je Ja. zahtevne. Tako smo poskušali, no, ena stvar je, da smo v prvi knjigi zajeli že precej tistih reči, ki nam najprej pridejo na pamet. Vsakdanjih, te ne. osnovne domače živali, ta osnovna predmetnost. Tako da je bilo potem treba malo bolj na široko pogledati. Hkrati sem pa videla, ko precej gostujem pri otrocih, ne, po šolah in po vrtcih, da presneto prav včasih pride tudi uganka, ki je otroci ne znajo kar takoj rešiti, tako da malo ugibajo in takrat natresijo silno dobre ideje, kaj se njim zdi, da bi to bilo. In zato se mi je zdelo, no, mogoče bi pa tudi drugo knjigo lahko delali tako, da bo na vsaki strani tudi kakšna uganka za nek abstrakten pojem, mogoče za čas, ali pa za letne čase, ali pa malo noter uganko za pesmi, ali pa uganko za pravljico. Ali pa Kako ste to ilustrirali? Težko. Ne, ampak je tako, mogoče sem šla malo neko simboliko. Drugače pa, tako kot je že Anja povedala, kako moraš biti natančen, nek ste omenili, jaz sem se ogromno izobrazbe iz biologije, to se pravi rastlinstvo, živalstvo, sem jaz čist avtodidaktično se naučila skozi ilustriranje. Zame je bilo včasih pač drevo, pol sem pa. Ravno tako, ki je rekla Anja, po vseh tistih pomagalih, ki jih imaš, enciklopedije, vse sem se naučila, je rebika, take jagode, tako ima, tako, kdaj cveti, kdaj ima plodove, hrast, koliko je hrastov, hrast, ta bukev, javor, ptičji javor. Mislim, to se naučiš, pa ne, da to vedno potrebuješ pri živalih, pa sploh. Vem, sem že večkrat povedala, kako sem ga enkrat polomila, k sreči nisem oddala ilustracije. Jaz sem risala prvič kozo. Jaz sem končen mestni otrok, kozo sem narisala tako. In pol pride ena prijateljica k meni, ki je bila z dežele, znanka, pa tisti vid, pa prav, joj, Jelka, oprost, če ti bom rekla, sem kakor reč. Prav, viš, koza ima samo 2 seska, ne 4. Jaz sem naredila 4 kot pri kravi. Recimo, to so take napake, ki se moraš pa, ali pa kjera žival je kopitar, kjera je parkle, kopita, tace, no, kljun tak, to sploh ni debate. In to se moraš vse naučiti. Je bilo težje potem ilustrirati bolj abstraktne uganke? Ja, težje. Sta več sodelovali? Težje, ampak hkrati pa zdaj že kar malo znava, no. Zdaj bojo še Ne, pač ponavadi so se te abstraktne uganke pojavile, ko je bila cela slika vezana na to temo. Recimo, so bile 3 čisto konkretne uganke ali pa 4 vezane na pomlad, in potem še uganka na letni čas, pomlad. Tako da je Jelka risala trobentico, zvonček, vijolico. Poroko. Ali pa poroko. Tisto pomlad. Ja. To imamo tu, ne? Ne, ampak... Pa tudi na razstavi, ne? Najbolj je? Ja, imate tisto, jaz seveda. No, za tiste, ki ste preslišali, te originalne ilustracije teh ugank so tu na naši razstavi in so na ogled še do srede marca. Iz obeh knjig je zbrano, ne? Je pa res, da skoraj je bila tudi meni, ne? Tebi je bila lažja prva, ker takrat je bilo vse, kar je obdajal, krava, mucek, jabolko, lastovke, vse, kar te... Zdaj smo pa že pri naslednjih 100 je pa že iskala, ne? Čeprav, veš, ravno kar delam izbor za eno svojo debelejšo knjigo zdaj, ne, za eno antologijo, ki bo šla v tem letu. In to pomeni, da sem morala pregledati vse svoje stvari in mi je več ugank res všeč v drugih knjigih. V drugih, ja, ker so zahtevnejše. Ne vem. Je pa tako tudi, da
Pri ugankah se mi zdi, da se res zelo pozna, komu jih namenjaš, s kom sediš skupaj. Ne? In Se pravi, vaši otroci so odraščali, ja, pa so bolj abstraktne postale uganke. ne, ampak ni samo to, mislim, da je to tudi, kako človek navznoter išče in kakšno potrebo ima takrat, ko dela. Pišete naslednjih 100? Ne, malo smo se hecali z Jelko, malo so najo tudi hecali. So najo nagovarjali. So najo hecali, ja. A vaju lahko nagovorimo še tu? Zdaj? Ta hip težko. Težko, ja. Ne, malo so najo hecali, da zdaj bi pa lahko naredili še 100 ugank o takih eksotičnih rečeh, ne? Od Afrike do Eskimov. Ja, to pa ni, ne? Ampak Zdaj boste morali precej študirati, gospa Jelka, tudi Afriko. Ja, pa imam že Eskime, kar pa vse precej to. pod kapo, tu še z prejšnjih nalog, ne? Ampak recimo to dejansko v teh, a veste, kaj je 200 ugank Ja, napisati? sej pravim, to ni Ampak v mačekaše, teh ne. ugankah, v teh 200, ni ne v besedilih, ne v risbi, ni nič izven slovenske ali pa evropske No, danosti. to pa ne? si zasluži aplavz. Ja, no. No, ampak drugače je pa, bi pa bilo to, ne, da bi bile tiger, lev, anakonda, tjulen, tretje, iglu, te stvari, ki jih tu še je. ampak zdaj imava dva druga izziva. Zdaj imamo No, to sem vaju hotel vprašati, nekako za zaključek. Kaj boste počeli v naslednjih letih? To pa neka ranja, ker jih ima še toliko pred sabo, jaz jih nimam. In sem za vsake pol leta že hvaležna, če bo. Ne? Tako da težko kaj obljubim. Zdaj moram to mačji album končati, to imam rok. In no, pol bom pa videla naprej. Imam še skrite želje, ampak bom raje tiho. Ste vraževerni? Ja, Se ne bo. niti nisem vraževerna, ne da bi rekla, če gre črna mačka čez cesto, pa da se moram za gumb prijeti, če je dimnikar. Imam pa eno višjo obliko, nevraževerna. Dam, to se z možem vedno skregava pri kosilu, jaz dam na usodo. Jaz sem fatalist, dam na usodo. Ja. On pa ne, da to je vse verjetnostni račun, jaz pa pravim, da je usoda in potem se zedinva, da je to v bistvu eno in isto, samo beseda je druga. Malo smo še zmeraj pri matematiki, ne? Ko ste omenili verjetnostni račun, saj sem vedel. Kaj pa vi? Ja, če govorim samo o najinih načrtih, ne, zdaj, medve so se v vseh teh letih naučili tako delati, da se nikoli ne rečeva, zdaj pa bova delali zelo zagnano pol leta za novo knjigo. Ampak pravzaprav ves čas delava tako, da ko jaz nekaj napišem, gre to na Ciciban, Jelka ilustrira posamezno pesemco ali pa dve pesmici ali pa pač eno skupino ugank, en sklop ugank za Ciciban in potem se nama te enote nabirajo. In ko sva že kar daleč, ne, ko imava tega že kar precej, sedemo zraven in pogledamo, kaj bi šlo v končni zbor. In takrat ponavadi, ne vem, še kaj popravimo, mogoče. Kar dost. Ja, ponavadi zmeri še zelo zares popravljamo, ampak tako, takrat vidimo recimo, a je preveč tega noter, a manjka še nekaj drugega noter, a bi rade, ne vem, da je zelo dosti živalskih pesemc, pa samo dve človeški, pa si rečeva, nič malo ravnotežja, vseeno malo morava še za to poskrbeti. No in na tak način se nama zdaj nabirajo pesmice za eno novo knjigo, za katero niti približno ne moreva vedeti, kdaj bo. Ampak tako, počasi se nabirajo in bodo nekoč. Potem imava pa še eno drugo reč v delu in to je pa, da je Jelka že pred leti ilustrirala za eno makedonsko založbo. To pa obratna stvar. To pa prvič v življenju delava na drug način. Ti delaš prvič. Ja, mislim, delava medve obratno smer. Sam jaz sem to že naredila davno, ne? Ja. Jaz sem takrat, ko smo bili še Jugoslavija, sem delala za
Makedonijo, tudi za Bosno, za Hrvaško. Na Hrvaškem sem celo dobila republiško nagrado enkrat. Edino za Srbe nikoli, ne vem, kako je do tega prišlo, ampak za Makedonce sem takrat delala eno slikanico o sadju. Oni so dali svoje pesmi in vem, da je bil naslov, prosim, ne vem, ne znam makedonska, ampak da je bilo Kasin po pasin. Sem rekla, kaj pa je to? Prav, ugriznem pa zrastem, da je to. Kasin po pasin. No, in to so te pesmi, originali so meni ostali teh sadežev. In ko sem, Ilustracije so ti ostale. Ilustracije, ja, originali pač, ker jih dobim nazaj, ponavadi. In to so videli na eni razstavi na Mladinski knjigi, ne, in se videl, jo, prav, kaj imaš pa to, jaz sem rekla, to je staro. To sem jaz delala že pred 35 leti. Pa moram reči, že kar potrkam, da je kar dobro še vseeno. No, in potem smo dali to Cicibanu in zdaj je obratno, da Anja na narejeno ilustracijo naredi pesem. In do zdaj si naredila 4. Fantastično. Za eno sem jo celo klicala takoj za limono, ne? Za limono, pa tudi ta o banani je dobra, ki je že kar tako malo socialnega je noter, ne? Tako da potem za jabolko si naredila, pa za slivo. Pa jagode imamo zdaj? Jagode bojo šele, ampak zdaj je pa ta pot. In če bo to uspelo, bomo pa izdali kot knjigo, ne, ker tam... To tudi še nič ne vemo. To še nič ne vemo. To je zelo zanimivo, ne, se pravi, najprej je bila sliva, potem je bila makedonska pesem o slivi, potem je bila Jelka Rajkman ilustracija o slivi in potem je Anja Štefan pesmica o slivi nastala. Glejte, kaj iz tega sledi, to pa res drži. Ne za naju, ampak za vse. Karkoli je dobro storjeno, dobro narejeno, ostane. Ostane. Samo da ni površen, pa šmafu, pa kar takole mim grede, ne. Ostane in te ilustracije so pač ostale, bojo šle naprej in kar pa njenih pesmi to pa sploh. Ona je res nadarjena. Kar vidve skupaj ustvarite, je dobro in ostane. Pa še nekaj povem lepega o tej mladi dami. Vprašali so jo, ne vem kje, ali na Cicibanu, kaj, aja, Anja, ampak imaš pa tudi srečo, ki si še tako mlada avtorica, pa sami dobri stari mački te ilustrirajo, ne, pa te Jančka Godec, pa Marjanca Jemec, pa Zvonko Čoh, pa Jelka Rajkman, imaš pa tudi srečo, ja, koga od teh imaš pa najraj? In veste, kaj je govorila, to vam jaz, tako po njeno cerkniško reka, ne vem, vsi so mi enako ljubi. Pravko. Ja? Ne, mislim, se je res. Jaz res ne bi mogla reči. Jaz samo vem, da je bila zame velika sreča, da so takrat, ko sem začenjala, ne, da so ti ljudje hoteli vzeti moje pesnice, moja besedila v svoje roke. Zato, ker tako, ko pogledaš nazaj, se zdi, kot da je to ena čisto jasna, samoumevna pot bila. Ampak ni res, ne? Na začetku pač jaz sem bila zelo negotova, nisem vedela, je to, kar delam, kaj vredno ali ni, ali bi bilo treba iskati kakšno službo, da grem slovenščino učiti, ali kaj, mislim, tako pač nimaš, pri našem delu je treba precej verjeti, da boš obstal, ne? In od začetka je včasih težko verjeti. In meni je to, da so, recimo Jelka, posebno Jelka, pa Ančka, pa Marjanca, da so že od začetka vzele to moje reči, to je bilo zame tako prav življenjsko pomembno, no? Ja, pa tudi mi ilustratorke, mi smo se, moram reči, vedno razumeli. Nikoli ni bilo nekih hudobnih trenj ali pa nevoščljivosti, razen v tistem pozitivnem nekem tekmovalnem duhu, ki je vedno pravilen, tudi v športu pa povsod, da rečeš, joj, zdaj pa Ančka tako dobro to knjigo naredila, zdaj moram pa tudi jaz. To je v redu. Ampak nikoli pa ni bilo tisto,
da bi jo vsaj avto povozil. Se pravi, ni bilo te tipične slovenske fovšije in oviranja. Te fovšije grde. Ja, Vedno je bila tekmovalni duh, ki je pa ustvarjalen in pravilen, ne? In je tudi prav, da je. Ja. Tudi pri umetnosti se nekako morate... Ta otrok pa ni vedel, ker je mislila, kako bojo oni, a bojo vzeli, ona ni vedela, da smo se pa mi za njenim hrbtom skoraj stepali, kdo bojo narisali. A ne? Ne vem. No, Ja. mislim, da si bomo zapomnili to misel, kar je dobro ostane. Ja. Vajino delo je zelo dobro, ne samo Upajva, dobro, da zelo je, ne? dobro, izjemno dobro. Usedlo se je in še se bo usedlo v spomin mnogih generacij. Jaz se vama zahvaljujem za ta obisk ob tem našem največjem prazniku. Zelo lepo je, da ste prišli, da ste delili z nami vaše izkušnje, vajine misli. Upam, da se bomo še kdaj srečali. Želim vama zelo veliko let plodnega, ustvarjalnega sodelovanja. Hvala lepa in vabim vas pa tudi vas, da morda, če želite vprašati kaj naši gosti, če je kakšno vprašanje. Da je prilika.